Fantasy. Radio Fantasy. Božični napevi, melodije in vse dobro. 4 minutke čez 8:30 je ura. In nisva več sama. Ne, nisva. Po teh lužah je k nama prisupal Božiček. Pozdravljeni. Ja, Danilo, zdaj v bistvu si, lahko rečem, včeraj prismučal nazaj v Slovenijo, danes pa prisupal na Radio Fantasy. No, tako in to podežil. In to podežil, evo. Pa je bilo kaj snega tam, ko ste bili v Dolomitih? No, Dolomiti so zdaj trenutno zelo skromni za snegom, proge so sicer umetno zasnežene, tako da za smučanjem ni problemov. Narava pa enostavno ni tako čudovita, kot bi bila, če je bila kompletno bela. Ja, no, zdaj, to je projekt, ki je bil za vami, zdaj pa pred vami supanje. Supanje Božičko, to pa je zdaj v nedeljo. To pa je v nedeljo in pravzaprav ga ljubitelji supanja, tisti stalni udeleženci, pravzaprav komaj čakamo. Kar lepo število let se že odvija to naše supanje. Leta 2013 je začel z tem naš pokojni prijatelj Andrej Žvižej. Od takrat naprej imamo supanje vsako leto. Razen eno leto, ko je bilo jezero zamrznjeno, je takrat je odpadlo, tako da če gremo zdaj enostavno to pa malo preštejemo, smo letos 11. na vodi v tem božičnem času. Ja, če štejemo. Zdaj, ampak to ste na Šmartinskem jezeru. Tako je. In to ste pri gradu oziroma pri Tepežu, ne? Tako, zbirališče imamo pri gostilni Tepeš. Tam je dosti velik parking, da lahko vsi, prostor imamo za tiste, ki nekateri pridejo z praznim supom, ga morajo tam tudi pripraviti. Nekateri si to pripravimo doma, pa pridemo že pač na svoj način tja. Supom na rami. Tako. Mislim, sup nes ni tako enostavno, Danilo. Je kar, koliko je to, 4 metre? Ja, je približno, recimo rečemo, da je okoli 4 metre dolžine, ni po teži, ne predstavlja nobenega problema. Je pa večji problem samo od samega parkinga do vode, tam je pa tistih 10 metrov treba iti po travi, ampak do zdaj sreča še nobeden ni imel nekih problemov, da bi Kaj zdrsnalo, kaj da bi kaj zaradi tega, kaj malo vode začutil. No, ampak zdaj vsako leto, ko ste na supih, imate zelo veliko skupinico ljudi, ki vas potem tudi gleda. Kako imate ruto? Kje vas lahko vse vidimo po Šmartinskem jezeru? Tako je, štart imamo predviden za ob 13. uri spred gostilne Tepeš, oziroma lahko rečemo tudi pod novim gostiščem Panorama. Odpeljemo se proti pregradi. Tam je tista majhna peščena plaža, na tej plaži nas ponavadi pričaka kar precejšnje število otrok z starši. So zelo veseli, nas kličejo, seveda imamo zraven nekaj bombončkov, da jim malo porazdelimo. Otroci veseli, na to pa se nekako počasi ob mostičku Brvi prebijemo do Čolnarne Muzl. Tudi tam so ponavadi ljudje, hočejo se fotografirati, malo pogovoriti, karkoli. Na to pa počasi odveslamo nazaj do gostilne Tepeš. Je pa tako, da približno uro traja vse skupaj. Se pravi, rezervirati je treba to nedeljo od 1 do 2 in da dejansko lahko ujamete božičke na supu, kar pač ni glih tista tradicija, ne? Ni vsak dan, da priješ pa božički supajo, ne? Ja, no, se pač ponavadi so jelenčki bili tisti, zdaj pa ste se modernizirali na supih. Danilo, daj mi povej, kdo pa lahko pride? A mislim, a se lahko nekdo, ki se odloči, da ima sup doma pa božičkovo obleko, pridruži vaši ekipi? Pri nas je dobrodošel vsako, nobenih omejitev ni, kdo lahko pride, kdo ne more. Mi smo v tem letu celo dal natis nad nekaj plakatov, jih razdelili na teh nekako tistih mestih, ko vemo, da jih lahko brez vsakih problemov. Se pravi, prireditev je odprta za vsakega. Res je, da za to ni potrebno druga kot sup, dobra volja pa božičkova oprema. Res pa je, da odgovornost je pa to, za supanje leži na vsakem posebej. Absolutno, vsak mora na sebe ahtati. Če kdaj kdo padel noter v vodo, je že okusil? Kaj za to glih? Ne sam vprašam, ker je to tudi zanimivo. Pa se vsak zna plavati. Ker je to tudi zanimivo, ne? Ja, predpogoj je božički morajo znati plavati, pa strašno dober je, če se znaš dokaj hitro nazaj na sup spraviti. Ni problem na morju, ko smo vsi radi malo mokri, pa to, da pa ne bo izpadlo, da se izogibam vprašanja. Jaz sem padel na to vodo, ja. Edini do danes. Tako da sem pa sam kriv, ker sem se malo smotan postavil na sup. Hiter se obrneš, hit si moker. Moram pa kar povedati v isti sapi, da
Preden sem prišel do suhih Oblačil. oblačil na drugi strani jezera, je trajalo 45 minut. Tako da sem v redu, je bilo sonce, bil je pa tudi tak zelo, zelo tanek let na jezeru. Tako da sem skusil malo Ni bilo mraziti, fajn, no. ne? Ni bilo pa fajn. Ni pa bilo pol en teden bolniške. Ne, nobene bolniške ni bilo. Ej, Saj to. zdaj tak bolniške nima več. A ja, zdaj, A veš, tako da zdaj, ja, Danilo je zdaj v onem segmentu, ko nima več cajta. ja. Tako je, ampak tudi ti božički lahko pridejo, ne glede na to, ali so zaposleni, zato pa imamo v nedeljo, da nima kdo izgovora, da mora biti v službi in tako naprej. Torej, v nedeljo smo rekli, da bomo še enkrat uro povedati, ker je dobro vedeti, da ne bomo zamudili kako uro, ker se lahko zgodi, da bomo mim. Ja, božičke na supih. Da lahko malo pomagam. Mi smo nekako zmenjeni, da se dobimo tam okrog 12. ure, se zbiramo, ker je mogoče tam tudi za nekoga to zanimivo malo zavideti. Štart pa je predviden za 13. uri. Tako da, evo, dobimo se pri Šmartinskem jezeru v nedeljo med 12. in 13. uro. Ob Tako je. 13. uri božički štartajo na jezero in so po Šmartinskem jezeru kar dobro uro. Seveda pa jih lahko gledate iz vseh možnih plažic, mostov, pregrad in jim seveda pomahate. Tako da za družine absolutno prijazno. Tudi če bo dež, ni noben problem. Zdaj lahko takole zaključimo. 2.13 je Andrej sam supal, ne? Tako je, Zdaj bo prvič je pa- bil sam. Tako, zdaj bo pa vse rdeče belo. Zdaj pa pričakujemo, da bo pač bistveno večje število. Res je, vsako leto nas je pravzaprav skoraj nekako več. Nikakor se pa ne ustrašimo vremena, tudi če bi slučajno bil kak rahel dež, noben problem, mi bomo tam. Kaj pa, če bo sneg? Takrat se pa še bolj veselimo vsega tega in božiček, ki pride skozi sneg, je pač toliko boljši božiček kot tisti, ki pride iz dežja ven. Ja, lej. Torej, Lepo. nedelja ob 13. pri gostilni Tepeš. Tako Bom je. rekel tako, Danilo, fajn odsupajte. Ja, bomo se potrudili, da bi bilo brez pacev. Če pa bo, pa Lej, saj, če ne pa... priporočljivo, vsi vejo, da je zelo dober imeti s seboj oblačila. To se hoče reči. Predlog za Ja. vse, ki ne. Za vse tiste, ki pridejo, tako da. Sicer Imejte pa, kaj toplega pa za problem. Tako. Hvala lepa in se vidimo v nedeljo. hvala lepa, lep pozdrav in vabljeni na ogled. Radio Fantasy. Radio Fantasy.